V naši sredi danes pozdravljam še posebej, poleg vas, delegati in delegatke Združenja borcev za vrednote in obeležice, naše goste, ki so z nami tu. To sta predstavnik oziroma predsednik in njegov namestnik Združenja borcev za vrednote in obeležice Krško, Lojze Štik in pa Ivan Petrišičev. Potem pozdravljam predsednika, novega predsednika, veteranov vojne za Slovenijo, Darka Udoviča, pa pozdravljam našega dobrega, starega prijatelja Pera Raječa iz Zagreba z njegovo sodelavko. Seveda pozdravljam tudi ravnateljico osnovne šole Brežice, ki bo se nam predstavila potem mečkano kasneje v bolj proti koncu sporeda današnjega, in pa seveda kolega, ki je predstavnik Zveze slovenskih častnikov Brežice danes tu. Pozdravljam tudi seveda predstavnike medijev, kar dva sta tu, in sicer oba naša dolgoletna spremljevalca, Rok in pa Davor. Lepo se počutite z nami, kakorkoli bomo mogli, vam omogočili vaše čim lažje delo. Pozdrav seveda velja tudi vsem, poleg vas delegatom, tudi vsem drugim, ki ste člani ali izvršnih ali nadzornih teles Združenja borcev, ali ste člani tovariškega razsodišča. Svojo prisotnost so upravičili predstavniki Slovenske vojske, ki pa jih bomo vsake toliko časa slišali, ki bodo frčali tam v oknih mimo nas. Namreč danes se je začel operativni del te NATO-ve vaje na našem območju, tako da major Zajec in fantje iz Cerkljanske vojašnice žal tu ne morejo biti prisotni zaradi vpetosti v proces dela, ki ga imajo. Predlagam, da začnemo z dnevnim redom, tako kot ste ga sprejeli v svojih vabilah, predvsem pa bi morda pred tem, ko gremo na dnevni red, želel, da z minuto molka počastimo vse tiste, ki so od lanske skupščine pa do letos zapustili naše vrste. Slava jim! Slava jim! Da bi lahko začeli z normalnim delom zbora, ki ima danes kar 12 točk dnevnega reda, kot ste videli, in moramo preizvoliti organe. In sicer verifikacijsko komisijo, ki bo potrdila mandate in ugotovila sklepčnost, potem delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overovatelja, pa še volilno skupino. Najlepša hvala v mojem imenu in v imenu še ostalih članic predsedstva in predlagam, da kar gremo v skladu z dnevnim redom. Najprej bi vprašal verifikacijsko komisijo o prisotnosti in sklepčnosti. Tako da je to 50% so sklepčni, lahko pričnemo z delom. Izvolite, predsednik. Najlepša hvala za poročilo o delu. Najprej
poročilo predsednika in pa finančno poročilo. Prosim našega predsednika Staneca Preskarja, da nam pove nekak spodbudnih besed. Spodbudne bi slišali. Danes bi v tej družbi vsi radi spodbude slišali. Pa zgleda, da je res začelo hudo ratati, ne? Ker si želijo ljudi spodbudnih besed. Ampak to je normalno. Najprej se vam opravičujem, zato ker nas je mečkeno tehnika pustila na cedilu. Žal, se to dogaja. Kljub prvi varianti, pa drugi, tako dalje, da nas je v enem delu pustilo na cedilu, da boste videli predstavitve na PowerPointu, poročila. Jaz se bom potrudil, da vam bom probal čim krajše to narediti, ker pa še zmeri plan B obstaja, ne? Na srečo pri teh poročilih. Torej, najprej nekaj v kadrovskih zadevah. Lani nas je bilo na 31.12.294. Žal, to se lepo sliši, ne? Žal pa je konstantno leto za letom, vsako leto med 15 in 20 ljudi manj. Kar kaže na to, da se staramo in da narava pač jemlje svoj davek. Novo sprejetih članov je bilo 10. Če bi bilo še 5krat toliko, bi bilo krasno, ampak tudi na teh 10 smo ponosni in z veseljem sprejemamo našo organizacijo. 3 je na lastno željo prenehalo članstvo, zato ker so se preselili v druga območja, to vemo kam, ne? Število umrlih pa je 17. Tako da je to kar velik davek, ki smo ga lani plačali. Vse te zadeve kadrovske so seveda vezane na članarino, pobrali smo je 99%, kar je največ v vseh letih do zdaj, kar jaz vodim to združenje. Članstvo je od nas, vsi ponavadi radi sprašujejo, ja, kaj pa imajo člani od organizacije. Pri nam smo izvedli novoletno srečanje, obiskovali smo bolne in onemogli člane na domu, se srečali z ljubilanti, ki so starejši 80 let in več. Vedno zagotavljamo uradne ure na združenju, to je v prostorih na Bratu Milavcev 12, vsak ponedeljek od 9. ure pa do 11. ure in pa uvedli smo brezplačno izposojo knjig iz naše knjižnice. O tem mogoče malo kasneje. Lani se je tega posluževalo relativno malo ljudi, kasneje za tega to ne vejo, pa na vsakem zboru, ko sem bil tudi pri vas v gosteh, sem to povedal. Drugo veliko poglavje, ki ga imamo v našem delokrogu, je udeležba na proslavah. Lani smo bili na 9. Sedlarjevom, Gračnici, Podsredi, Resevni, Malkovcu, na Bohorju, Okroglicah, Planini, na Oštrcu. Sami smo organizirali, torej, to, kar pa je v naše in kar bi rekli, da je pa tist naš glavni prispevek k delovanju, smo jih organizirali 6. In sicer na Lastinah, v Sromlah, počastitev ustanovitve Kozjanskega odreda, v Cerklah ob Krki, kjer smo bili soorganizatorji z kolegi veterani vojne za Slovenijo, policijskim veteranskim društvom Sever, pa z Cankarjevo brigado. Potem bili smo v Dobravi, kjer si delimo to organizacijo vsako leto z kolegi iz Krškega. Lani so bili oni nosilci, glavni nosilci programa, mi pa logistike in vsega ostalega. Na Njivcah, kjer isto podobno zadevo delamo skupaj z kolegi iz Laškega in pa v Pišecah ob koncu leta v počastitev Brežiški čet. Zdaj, žal, na originalu bi videli nekih takih simpatičnih slajdov, ki so bili z vseh teh utrinkov, z teh vseh proslav. Pri drugi priliki si jih boste pogledali. Želim se zahvaliti v tej zadevi. Na enem slajdu namreč je tudi naša ekipa, ki je v Pišecah
kuhala, tekmovala tudi v kuhanju golaža. Moram še posebej se zahvaliti, mislim, da je dva člana sta danes tu, Irena in pa glavni organizator, podpredsednik Zagmajster, ki so to zadevo vodili. Vodili so jo tako dobro, da so na koncu skoraj zmagali. Niso pa smeli zmagati, ampak dobro, pustimo to. Tekmovalne zadeve ne bomo danes obravnavali. Ena velika zadeva, ki smo jo lani upravili v našem delu, so bile obvestilne plošče, montaže obvestilnih plošč. Torej, če se spomnite, smo že na lanskem zboru najavili, da bomo ob finančnih možnosti, ki pač kakršne so, poskušali ob vsak spomenik, vsak pomnik, ki ga imamo v občini, to jih je 48, napisali tudi, zakaj se gre ob teh pomnikih, ker to terja sodobni čas. Enostavno ljudje več ne vejo, zakaj ta spomenik tam stoji. Predvsem ne vejo to turisti, ki pa se vozijo, hodijo, ne vem, karkoli že počenjajo okoli teh spomenikov in debelo gledajo, kaj tu je bilo. No, torej, lani nam je uspelo na kljub vsem odkikanjem in drugim možnostim, kako ne bi borci to speljali, uspelo speljati dve tabli, in sicer na Lastinah, na kraju pokola 12. domoljubov leta 1945 in pa na Silovcu v počastitev ustanovitve Kozjanskega odreda. Velika zahvala tu, javna zahvala, pa prosim, če jo lahko predstavniki sredstva javnega obveščanja tudi navedejo, Antonu Kocianu in pa Zore Nadi, ki sta kot privatna lastnika parcel dovolila postavitev table na svojih parcelah. Namreč tam, ko je lastnica občina oziroma druge inštitucije, nismo dobili dovoljenja za postavitev, ker je treba en kup dokumentov za direkcijo, za ceste in tako dalje. Jaz se ne čudim gospodarstvenikom v Sloveniji, ki preklinjajo, da ne morajo delati pa ustvarjati dohodka. Če so pri njih tako vztrajni na ugotavljanju vseh formalnih možnosti in nemožnosti, kot so pri nas, potem stvarno ne bomo krenili nikamer več naprej. Za tablo, ki je velika 1x70, ki v višino meri 170 cm, ki jo postaviš tako, da zvrtaš dve luknji, širine pi 15, zaliješ z dvema ajmarima betona in katerega čas postavitve traja točno 7 minut, oni rabijo eno malo goro dokumentov, ki pač primerno temu niti ne uspejo praviti.